Torej, kako se jaz sama tega lotevam pri svojem, rekla, vsebinskem marketingu, je predvsem to, da dajem poudarek temu, da ves čas raziskujem, kaj so izzivi in kaj so vizije mojih potencialnih strank. To se pravi, izzivi na eni strani oziroma vizije na drugi strani, a včasih je to samo prevod ene in iste zadeve. Zdaj, tukaj bi želela poudariti to, da jaz tega ne delam na nek klasičen način skozi raziskave trga, ker čisto preprosto ne verjamem, da kdorkoli od nas zna narediti, bom rekla, da smo toliko dobri v tem, da bi znali narediti toliko dobre ankete in toliko dobre vprašalnike, da bi znali izluščiti skozi te vprašalnike in ankete res te vizije, skrbi, strahove, ne. Tako da običajno se take zadeve da super narediti na recimo na nekih brezplačnih spoznavnih klicih. Nekateri to delajo, to se pravi, jaz velikokrat brezplačne klice delam ne samo na ta način, da na njih prodajam, ampak so mi ti brezplačni klici hkrati tudi uvid v to, kaj ljudje, kaj so res dejansko tiste stvari v ozadju, ki jih ljudje potrebujejo in tako naprej. Ali pa o katerih, bom rekla, sanjajo ali kateri jih strašijo. Tako da to so dostikrat te vizije in izzivi, so dostikrat stvari, ki jih slišimo med pogovorom s strankami. To so tudi stvari, ki nam jih povejo stranke ob nakupu. Skratka, dostikrat recimo jaz kljub temu, da večino vsaj tistih do srednje cenovnih stvari prodam praktično, ne da bi imela kakršenkoli konkreten stik s stranko pred tem, imam kljub temu, bom rekla, neki sistem v ozadju oziroma povabim stranke, da mi nekako dajo feedback, zakaj so se odločile za ta nakup. Dostikrat mi tudi ljudje sami od sebe tudi napišejo oziroma povejo in to so tiste drobne stvari, ki nam jih torej ljudje povejo in so pravzaprav lahko naša iztočnica tudi, ko pripravljamo vsebine.